da se zanj srečal. Jaz sem to hitro zgodil vse, veš. Ja, danes smo bili že z Američani, eni Američani so vstali že v 4, zato da smo imeli sestanek. Slovenci ste bili kakšni videli že? Ja, valjda. Opa, si bil? Ja. Pa nismo prvi. Ne, sam ne tako za intervjuje, Delo. Ti rdeča lučka že gori? Rdeča lučka gori in jaz že vidim Jureta, ki bo ta trenutek rekel, jaz se današnjega podcasta pa tako veselim. Ampak res se ga veselim. Jaz ti pa lahko sam vem, Jure, ti si mi prej rekel, a lahko jaz prosim don za spremembo predstavim današnjega gosta, to sploh ne bo za spremembo. Jaz lahko samo povem, da današnja tema ne bo tema, ampak bo svetloba. Tako da, Jure, zdaj pa streli. Ja, jaz sem pa danes v izredno čast mi je, da predstavim dva strokovnjaka, ki dobesedno parata temo. Ne? Doktor Andrej Wagner, pa fizik Marko Belšak. Vsi domačega znanja imamo danes pred mikrofonom, dobesedno vsi domačega znanja. Zato, ker oba možakarja v Heli delata prihodnost avtomobilskih žarometov, ampak če ustrelimo kar na prvo, Andrej, ne? Ja. V bistvu svetloba v avtomobilih ni več samo avtomobilski žaromet, ampak vi se ne motim, kar dosti delate tudi na oblikovanju. Ja, tako je. Mi smo v bistvu en oddelek, ki delamo tako imenovane predrazvojne projekte, stvari, ki jih v bistvu večinoma ne vidite na avtomobilih, ne? In s tem probamo, kako bi rekel, ena čustva spodbuditi pri OEM-ih, torej pri proizvajalcih, da bi kaj upeljali novega na avtomobile. To je naša naloga, tako malo bolj poetično, no, Ampak oblikovalsko, mislim, koliko imate sploh vi svojega inputa, svobode na nek način, ko se nekdo prijavi na projekt pa reče, mi bi pa imeli tako pa tako luč. Kaj vi lahko sploh spreminjate v tem smislu? Govorimo samo o oblikovanju, zdaj sploh še nismo se dotaknili luči. Zelo malo, ne. Ja, vse to, ne. Zelo malo, ampak se pravim, mi smo bolj naš oddelek na raziskavah, ne, to pomeni, mi probamo priti z novimi idejami, kaj bi bilo, kar še ni na avtu. In tukaj tudi rabimo pa naše interne oblikovalce, ne, mi imamo dva oblikovalca, ki pripravita koncepte, kako bi kaj izgledali za prihodnost, kako one dva vidita svetlobo za prihodnost. Ne. Zanimivo, ja. Ampak zdaj smo kar luč prižgali že tam daleč naprej. Ja, pa jaz sploh še nimam beležke pri sebi. Ti kar govori, Jure, ker sem jo pozabil. A viš, kako gre se tu v atmosferci, vse zelo hitro. Prehitro, ja. Marko, skoraj ne mine avtomobilska predstavitev, domača ali pa tuja, ko atmosferci kaj objavimo na Instagramu, ne prve vtise, da se ne bi kdo od mladih inženirjev Helinih, ki nas tudi spremlja v glasu, pa reče, a vam je to všeč? In to s ponosom. Ne naprej povedati ne smemo, ampak to je plod našega znanja. Kjeri so zdaj zadnji avtomobili, ki ste vi zraven? Zadnji avtomobili? Renault Megane, E-Tech novi. To sta dva, ki sta bila res zdaj pred kratkim lansirana in sta kompletna sprednja dela, bom rekel, naša plod našega dela tukaj v Ljubljani, v Heli Saturnusu. In ja, dobro zgledata, dejstvo. Jaz imam tako eno podvprašanje za oba. Mislim, te luči postajajo vse tanjše in tanjše, ne? Koliko zahteven projekt je narediti tako luč, kot ima recimo Megane, ki enostavno škil, lahko tako rečemo, ne? Od zadaj pa verjamem, da je ogromno neke tehnologije in vsega, ne? Megane je zdaj naštel moje prste, pa imam bolj... Ja, drži. To pa je zadnji trend pri oblikovalcih vozil, da želijo vedno tanjše luči, vedno tanjše žaromete. In s tem se pojavljajo seveda inženirski izzivi za nas, kajti iz manjše površine, iz manjšega volumna je potrebno spraviti toliko svetlobe ven, kot prej pri večjih površinah ali pa še več. Zahteva to posebne pristope, veliko pregovarjanja z samimi oblikovalci, stilisti, kot si prej rekel, to smo na nož včasih, ko se za milimetre borimo, dejansko za milimetre. Ja, manj ponavadi. Ja. In so pa tu zahtevni kupci naši, ko rečem kupci, imam v mislih proizvajalce avtomobilov. No.
Sej, to mi je zanimivo, zaradi tega, ker smo imeli točno za to mizo Roberta Lešnika in je se pravi, on tisti človek na drugi strani pregovorov, ne? In je točno to omenil, sicer na malo bolj diplomatski način, ampak jaz verjamem, da pol pridete do neke skupne take točke, da vse to skup in dobro zgleda in dobro funkcionira. Ne? Ja, pri razvoju serijske optike, ki ga jaz tu predstavljam, zastopam, je to dejansko vsakodnevna, vsakotedenska debata na ravni stilisti in inženirji FELI. Kako uskladiti ta dva vidika, ker najprej, kar naredijo proizvajalci avtomobilov, je zamrznejo stil. Takšen avto želijo imeti in to do neke mere gre spreminjati, ampak smernice so potegnjene in z veseljem sem poslušal Roberta tu, kako je govoril in kako je tudi povedal, kaj se mu dogaja pri tem poslu. Se pravi, Marko, če te jaz razumem, ko ste vi dobili projekt Megane ali pa Austral, zamrznjen stil pomeni, da vi, ko dobite, oziroma ko ste v razvoju zraven, ker Hela je tudi razvojni dobavitelj A kategorije, to pomeni, da vi ne dobite načrt luči, pa sam naredite, ampak morate vse narediti. Rečejo, ok, ti imaš za učko toliko veliko odprtino, pa mora svetiti 200 metrov naprej. Ja. To pomeni zamrznjen stil. To pomeni v grobem zamrznjen stil, ja. Zunanje površine avtomobila so zamrznjene, morajo se skladati z kompletno karoserijo, z žarometi, to je zamrznjeno. Ja. Znotraj, če se lahko kaj pregovarjamo, znotraj v motorni prostor lahko še nekaj je malo rezerve. Delamo rezerve, ampak tudi tam hitro jejo. Tako da ja, je kar. Če pogledate sodobne avtomobile, vidite, da tudi zadnji ni rezerve. Ne? Vedno je ena borba za tisti prostor zadnji, da zadevo sploh lahko spravaš v avto. Ne? Meni je hecen, ker sta vidva v ta podcast uletela praktično iz prihodnosti. Ker te projekti, o katerih se vi zdaj pač menite, pogovarjate, izvajate, koliko vnaprej so zakoličeni? Se pravi, koliko časa poteka razvoj enega tazga elementa? Ja. Seveda je odvisno od projekta, ampak to lahko hitro govorimo o kakšnih žarometih v 3 letih. Leto pa pol karoserijske svetilke, naprimer, kaj takega. In ravno tu bi se navezal na tisto, kar je Robert rekel. Ko je rekel, da je bil na predstavitvi to EcoS. In je rekel, da se prav mora spomniti, kaj je to, zato ker ima že v glavi druge. Ja. Enako je pri nas. Ko si mi ti rekel, ajde imamo gor, ajde baza, jaz tu tam, ajde baza, vse to nekaj del. Ja, hudiča pred. Mi ga pa prvič vidimo, veš. Ja. Tako, to je en tak preskok, ki človek pozabi, ko bodo najbolj intenzivno smo se z Meganom in Australom obadali leto pa pol nazaj in človek malo pozabi. Potem, ko ga vidi, mislim, da je to ena tista dobra plat našega dela, ko pride avto ven in ga vidiš. Inženirji, ko to delajo, to so res, tako kot pravite, ko dobivate sporočila ponosni. Vidijo, na tem sem delal pretekle 2-3 leta. To je definitivno vidik, ki je neprecenljiv Vedeti morate, da to recimo ni samo optika, govorimo o mehatronskem sistemu. To pomeni veliko elektronike, veliko tudi zdaj softvera. Mehatronika, govorim pa, imate sistem za nastavljati višino žarometa, se veste, kakšen blešči. To je tipičen problem slabe nastavitve žarometa. In pa seveda optike in dizajna. Ker v končni fazi to, kar recimo je gospod Lešnik razlagal, je včasih težko spraviti v orodje ali pa neko površino, ki bi jo potem on rad izgled te površine videl. In rata kar naenkrat zelo velik tehnični izziv. Kaj pa, ko pride do nekega projekta, a so večji izzivi z dizajnom ali s tehničnimi zahtevami? Dobro vprašanje. Pri nas bi rekel, da je s tehničnimi zahtevami, ker mi kot predrazvoj, mi pa mogoče še iščemo, kaj bo sploh tisti rezultat na koncu. Vemo, kaj bi recimo, če se navežemo na CES, kaj bi BMW rad, kako pride do tiste barve, ki se spreminja, pa še izziv. Ja. Pol so na koncu tukaj še zakonodaje. Absolutno, na koncu je tudi velikrat, glede na to, da si strokovnjak, te tudi kupec vpraša, kako bi ti zadevo spravil na cesto, da se jo bo dal legalizirati oziroma homologirati. Imam tukaj tako eno tako tehnično zakonsko. Zdaj, se bomo na to še navezali, predvsem iz tvojega vidika, Andrej, ker svetloba res postaja
Mislim, svetloba je izjemno pomembna iz varnostnega vidika, zdaj postaja pa vedno bolj pomembna tudi v oblikovanju avtomobila. Ampak bomo o tem mačkam kasneje. Hotel sem pa eno drugo vprašati, ker si prej dal zelo dobro iztočnico. Ne. Zdaj vidimo osvetljene maske. Ne. Je pa ima en avtomobilski izdelovalec kar precej veliko težavo, zato ker ima en logotip spakiran točno v okroglem polju. Aha. In je v Evropi ima lahko okroglo luč na sredini, po homologaciji samo vlak. A je to težava ali ni? Ne, zadeve se relativno hitro, mislim, v svetu legislative so to hitre spremembe. No. To traja 4 leta, se že pogovarjamo o osvetlitvi logov. Ne. Zdaj mislim, da smo končno prišli do točke, ko bo to lahko legalno. Ne. Seveda ob svojih omejitvah. No, se to me zanima, ne? Da ne bo to šlo tako skrajnost, da bo to izgledalo tako, kot te kakšni tovornjaki z vzhoda, ki se znajdejo na naših cestah, ki se vse blešči. Ne? Avti ne bojo taki. Nemci imajo izraz jajn, ne? Jajn ne. Torej neki vmes bo, ne? Ja, seveda. Diskretno lepi, diskretno osvetljeni. Ja, zato imamo oblikovalce, ne? Da seveda zadeva ni. Včasih smo se hecali še, da Kitajci imajo tako imen blink, ne? Ja. Torej, da se vse blešči, pržiga, ne? Oblikovalci so pa tukaj, da naredijo to, bom rekel, lepoto te luči, no? Ko bi rekel, diskretno. Diskretno. Ja. In morate pa vedeti, da par let nazaj so v Volkswagenu govorili, ne, tako javno razglašali lighting is new chrome. Ne. In so že hoteli povedati, ne, da chrome kot, bom rekel, strupen element mora zginiti in da ga v bistvu nadomešča neka svetloba, ki pa v svoji bistvu poudarja tudi zadevo po noč. Ne. Torej, nimaš samo po dnevu izgleda avta, ampak imaš enak izgled tudi po noč. Ne. In seveda ti to pomaga pri blagovni znamki in pri poznavnosti. Ne? Če malo skočimo še na to, ne, pa stopimo najprej v zgodovino malo avtomobilske osvetlitve. Ne? Pred 100, zdaj že skoraj 130 leti, ne, odkar smo ta prave konje zamenjali za konjske moči, pa ker se je bencin dobil v lekarni, ne še na pumpi, se po noč ni dalo voziti. Je odspred mogel eden hoditi svečo ali pa z baklo, ne, če si hotel avto parkirati ali pa premakniti, pol so prišle karbidovke. Pol se zdi od karbidovk oziroma od prvih žarnic na žarilno nitko naprej je pa ta ekspanzija najprej šla zelo počas, s ksenonskim žarometom je pa eksplodirala. Mogoče sam na kratko, kje je mene to presunilo, s Cirilom smo bili enkrat na 120, mislim na 100-letnici Oplovih žarometov in smo v njihovem testnem centru lahko probali različne generacije avtomobilske osvetlitve. In jaz se še spomnim, en tak zimski večer, pozno jesenski je bil tako malo megla, vlaga, dvigal se je prš in sem, me gre do Kocine gor, z Oplom GT sem zapeljal na testno stezo in nisem videl nič. Ja. Jaz sem vržgal dolge luči in so črte letele in polka smo vozili prvo ksenom, kako se je zgodil ta preboj, da danes res praktično najboljše luči parajo skoraj pol kilometra pred avtom. Kaj se je moglo zgoditi? Ja, vedno je, tako pravijo, disruptiv, ne? Neka taka velika sprememba in to je bila definitivno LED dioda. Ne? Meni osebno, če sem čisto iskren, ksenonski žarometi so še vsem tehnično ali pa bom rekel, glede osvetlitve zelo, zelo dobri, ne? Morate vedeti, da takrat si imel veliko lečo, veliko svetlobe, res veliko svetlobe. Se prav čakaj, kaj boš rekel zdaj. Ja. Ampak zdaj v prihodnosti pa sve oblikovanje žarometa daje ta svetloben podpis. Ne. In tako, ko si začel, če imaš nizek reflektor, nizek optičen sistem, potem moraš več svetlobe dati. Ne. Ampak na drugi strani dobiš pa en lep izgled. Ne. In takrat se je pa začela zadeva poganjati. Pri nas, konkretno v Saturnusu, je bil tak preboj Opel Insignia. Tako čisto zanimivost. Pri nas se je mislil, da bo največ prodajane osnovne variante, ki je imela H4 žarnico, H7 žarnico. Dvakrat H7. H7 pa neko dnevno lučko. Ne. Zanimivo je bilo, da se je največ prodajal high-end žarometa ne zaradi ksenona, ampak zaradi tistega LED DRL-ja. Tako da je Opel čez par let upeljal eko varianto, so rekli, ki je bil ta DRL iz ledic, pa je imel še osnovni optičen sistem za glavne funkcije. Ne. No, to je pa moje drugo vprašanje. Ne.
v zgodovini avtomobilizma smo videli kar nekaj zelo ikoničnih pogledov. Mi jim danes avtomobilski novinarji pravimo kar pogled, če se spomnim solzov luči, pa znamenite angelske oči. Ja. Zdaj se mi pa zdi, da vsi avtomobili prihajajo z enimi takimi svetlobnimi rešitvami, da na nek način so wow, na drug način pa spet ni tistega prebojnega, kaj na avto pogledaš. Včasih vsi, ko smo zagledali tiste angelske oči, ne, še obrobljene s prvimi ledicami, si rekel wow. Zdaj pa se mi zdi, da v tem trenutku ni preboja, da so vsi tako na nek način izverni, pa hkrati podobni drug drugemu. Podobne, ja. Ja. Ja, to je po moje ravno ta zadnja domena stila. Stil enostavno pri veliko proizvajalcev avtomobilov gre v te ozke žaromete in se kaj dosti tu ni za narediti. Lahko se malo igraš, imaš zakonske omejitve, ampak ja, na koncu grejo na nizko presečne žaromete, celo milimeter govorijo, 5 mm, da bi bilo kratek dolg pramen iz 5 mm reže. Sej to mene zanima, kje je ta meja, mislim tako tehnološko, ali pa v bistvu čistko med nami, kje je še tista meja, dokler ima avto neko identiteto, ker luči so identiteta, ne? Mislim, tako, Ja, to je eno tako v bistvu dvojno vprašanje. Prvi del mogoče se nanaša na vaš poklic, drugo pa tako na tem omizju, ne? Avto mora imeti luči, to je njegova identiteta. To je njegov, ne? Obraz. Ja. Ja, zato so te dnevne luči, ne? Enim so všeč, enim so nam všeč rjevo oke, enim so všeč plavo oke, pa verjetno... Zmer imajo oči. Pa še zmer imajo oči, ne? Nobena nima zaprte, ali pa nobeden, da ne bom samo iz našega vidika moškega. Ja. Bom tako rekel, ne? Tudi v preteklosti so bili avti brez oči, oziroma so jih pržgali, ko so jih rabili. Ne? In to je bil kar trend, enih par avtomobilov, kakšne korvete, kakšne take zadeve. Točno, To je res, poklopne. ja. Poklopne, ne? In če malo gledaš, se stili menjajo in enkrat hočejo veliko svetlobe, mogoče bo prišlo zdaj obdobje, ko bojo svetlobni izvori zelo majhni, ne? To so recimo tudi želje, da bi imel par pikic na avtu, ne? Zato, ker želijo imeti zelo čist stil, zelo bom rekel, speglan stil po domače, nič reš, nič... Mi rečemo gapov, torej reš med posamezni deli. Ne? No, ampak jaz mislim, da se bo tudi pri teh zadevah tako malo šlo korak nazaj, kakor se gre pri digitalizaciji kokpita. Ko greš eno stopnjo preveč, pa vidiš, da to podre ergonomijo, intuicijo in vse, in pol se zdaj malo vračajo nazaj. Ne? Se zna zgoditi enako pri lučeh. Ja, po moje. Trenutno so sigurno trendi dnevnih svetilk, ki grejo v temu nekih velikih svetilk, velikih osvetljenih panelov, linij, tudi zadaj vidimo veliko več avtomobilov na cestah z črto čez cel zadnji del, kar je morda ena moda zadnjih nekaj let, prej ni bilo. Čeprav jaz priznam, da mi je to seksi. Sva se jih zadnjič pogovarjala pri Nostralu. Ja. Tudi ima, ja. A veš, pa to je Porsche imel. Mislim, tako, kaj si rečeš, pač Porsche ne more nič več narediti v smislu oblikovnega. Ne? Ja, ikona je narejena, ne? Ikona je narejena, to je to, pa pridejo z novim ven, pa tako povežejo tisto luč, pa reč, pa to štima, ne? Ja. Kako jim je ratalo spet, ne? In pa vedno jim štima pri 911. Vedno jim uspe. Pa pravijo, da je najbolj lazy designer studio, ne? Ampak očitno ni. Ne, dobro je, pa še res dobro zgleda. No. Ja. Da sem tudi vam uspeva, ne? Ne vem, če pa me popravite, če se motam, ampak tudi znameniti Volvo to vkladu, Tor, ne, je vaše delo. Ja, tudi, eden izmed njih je naš. Eden izmed njih je naš, ja. Mislim, da je S60, V60. S60, V60, ja. To je pa še taka lepa, velika luč, ampak s takim lepim sporočilom, ne. Skoraj mitološko malo zgleda, ne. Zdaj mogoče tisti lepo zgleda, ne, Marko se bo pa najbrž spomnil, koliko smo se pa matrali, da smo tiste reflektorje vmes naredili, tišelo pa bolj. A je Torovo kladivo nočna mora, Marko? Dejstvo, da Ne, je. vse okrog njega je nočna Vse okrog njega in tu ne govorim Pa samo ni za nočna mora, izziv pa Izziv, no. luštno delo, sej ni, samo, se pravim, vedno si omejen s časom pa z denarjem in to je večinoma problem, ne. Ker avto se zaradi tega, ker nekdo ne bo naredil luči, se začetek prodaje avta ne bo premaknil. Ne? In tle je tisti Ja, to je pa čar, dejstvo, ne. to je tisti čar, ki moramo biti vsi v celi verigi
pripravljeni ob določenem času. Ne. Tudi če imaš najjačo baterijo razvito, najboljši elektromotor, najbolj učinkovit bencinski motor, ne moreš ga na cesto dati brez luči. To so roke od začetka postavljene, kar stroge strani proizvajalcev avtomobilov, oni imajo datum začetka proizvodnje takrat in tu ponavadi, res ni, tu je časovna limita postavljena. Tudi pride včasih do situacij, ko mi kot Hela, kot proizvajalci svetlobne opreme, moramo enkrat črto potegniti in postaviti pred dejstvo, zdaj morate zamrzniti stil, odločite se v katero smer, ker če ne bo SOP vaš, pač. In to so ponovadi tisti skrajni ukrepi, ampak vse zgodijo kdaj. SOP, Start of Production. Začetek proizvode. Mi da veliko kraticah govoriva. Popravljam. Jaz delo, nisem se upal tako suvereno ponoviti. Tako, Start of Production, drži. Torovo kladivo pa jaz mislim, da je bil izziv ne samo za optike, da ne bom zdaj delal za celotno ekipo, od konstrukcije, elektronike zadaj, kompletne podporne ekipe, to je bil izziv in tudi, bom rekel, eden prvih žarometov razvitih 100% tukaj na letališki, ki so imeli glare-free high beam, tako imenovani dolg pramen brez bleščanja. Takrat, če ta zadeva mehansko delala, sta noter, vse se vidi, 2 reflektorčka, ki delata navpično svetlo-temno mejo, ki se ob polnem dolgem pramenu prekrivata, ko pa kamera zazna avto, pa se začnete razmikati in tu nastane tunel. In eden se zamika. To manj tunel. To je še mehansko delo. Mehansko. Na elektromotorček se pomika, ko pride do limite pomika, avto pa je bliže, se ugasne v kratek pramen, da naredi samo hudo. To je taka mehanska bila, medtem ko so v novejših zadeve že popolnoma digitalizirane. Sorry, če sem not padel, pa mogoče tudi jaz malo preveč v kraticah govorim. V glavnem za vse poslušalce, Torov žaromet je v bistvu nov Volvotov dizajn, zdaj ni več tako nov. Pa drugo vprašanje, a glede na to, da je skandinavska znamka, ki ima znotraj države tudi polarni krog, pa polarno temo, a so glede luči kaj bolj občutljivi kot ostali naročniki? Mislim, da ne bi rekel. Da bi rekel neke specifika. Vsak proizvajalec seveda ima svoje zahteve in postavi svoje teste, zdaj v katerem temperaturnem moču mora delovati, kakšne so pričakovane življenjske dobe, vibracije in podobno. To je seveda ima vsak proizvajalec svoje zahteve, da pa bi se zdaj strašno razlikovale, pa ni. Ne, ker itak porazdelitev svetlobe je več ali manj določena, je zakonsko določena. In zdaj nekateri hoče, recimo temu bogat pramen, mogoče malo širši, da vidiš srne šibati ob strani, ampak načelno je pa porazdelitev določena, zakonsko. Kaj pa za trenutek, če se odštempljata iz službe zdaj, pa gremo malo sanjati. Kako izgledajo vajne idealne luči, tehnološko, oblikovno? Tako, dobita zdaj naročnika, ki ne postavlja nekih omejitev, reče knock yourself out, naredi luč po svoje. Mislim, jaz vedno bolj razumem. Odkar sem v Helo prišel, in sem imel prvo nočno vožnjo, ko sem bil na treningu, to je bilo 2011 v centrali v Lippstadu, to je čist na severu Nemčije. Takrat sem šele dojel, da ni eno angel eyes bistvo ali pa top tehnična novost, ampak kaj se da narediti svetlobo. In zdaj starejši, ko sem, bolj dojemam to, koliko je pomemben, da imaš res dobro svetlobno porazdelitev, ali pa matričen žaromet. To je nekaj genialnega, to bi moglo biti zakonsko določen. Res, ker dobiš širino, ti imaš skozi dolgi pramen pri straneh, tam, ker so avtomobili nasproten promet, če so svetilke cestnega zatemni, ampak ti vidiš, dejansko vidiš. Ja, se pravi, tvoje so matrični žarometi. Definitivno. Ja, se bom tu pridružil tebi, Andrej. Matrici žarometi so korak naprej, predvsem visoko ločljivostni, zdaj so tudi zelo udobni za voziti, če je pri nekaterih starejših modelih še bilo vidno preklapljanje med posameznimi segmenti, ki je lahko včasih bilo moteče, zdaj vse skupaj zelo, zelo gladko teče, tako da ni več niti tako naporno za oči. Kaj se pa dogaja z laserjem? Kaj ne rečem, to je muha, ki je sigurno komercialno zelo uspešna, s katero lahko dokaj močno nastopiš na trgu. Vendar uporabne vrednosti morda
pa bom rekel, to je moj vidik, ne vidik Hele, Saturnus Ja. ali Hele. Je morda malo manjši, kaj te treba vedeti, če govorimo o nekih laserskih izvorih in dolgih premenih, so tudi dodatne. Se ti bo še več vedel, varnostne zahteve laserje močno lahko poškodujejo oči. Na eni testni vožnji po, bom rekel, okoliški cesti, po periferiji je bilo pri vožnji tako malo priložnosti za tisti res dolg pramen laserski, Tisti ki 600 metrov, ki Ja. lahko pri 600 metrih knjigo čitaš, ker je enostavno, ni bilo tako dolgih odsekov ravnih cest pri nas, ali pa je nasproti bilo vozilo, ki je moralo zasenčiti. Ja. Tako da same uporabne vrednosti, ne vem, da bi rekel, ja, morda ki je v Ameriki, ampak ko so res neskončno dolge ravne ceste, ampak tu pri nas. Ne, jaz bi se strinjal. Mislim, jaz bi rekel, da je to bolj, mi rečemo, prilastici tehnologijo. Recimo en od dveh, ki sta, hoče pač povedati, da je to njihova tehnologija, ki so jo oni predstavili in tako naprej. Mislim, da je to bolj povezano s tem svetlobnim podpisom, mi ga pa znamo delati z laserjem, kot bom rekel, za eno res uporabno vrednost. Da spremijo nastopom. Nek tehnološki minik postaviti. verjetno. Jaz mislim, da ni jasno, lahko pa pripomore, ker je manjši izvor k nižjem reflektorju in k temu, kaj je Marko govoril, da prijemo do res nizkega žarometa. Nizkega žarometa. Ja, kaj pa z energetskega vidika? A je digitalna LED dioda energijsko bolj potratna kot laserska ali sta tam? To pa težko rečem, je pa zelo odvisen od tipa diode, pa tudi matrični žarometi imajo čisto različne koncepte in eni gori dioda skozi, pa v bistvu senčeš te, mi rečemo, točke, piksle. Recimo Hela, kar je zdaj predstavila, je pa s tem novim Porschejem, pa dejansko ima eno veliko ledico, ki ima gor 16,000 točk in prižigaš tisti del ledice, ki jo rabiš. 16,000. 16,000 točk. Noro. To se pravi, če imamo pramen dolg, recimo 200 metrov, je pol to že natančnost, če imate 16, če je to digitalni Glave. žaromet. Glave. To se pravi, moje oči lahko zasenčiš Ja. Na koliko daleč? na 200 Kaj pa, metrov. ne, na 200 ne 100 pa ne. Tu so omejitve kamere tudi, ne? Noro. A si predstavljaš? Ja, si ja. Kakšna dolžina je 100 metrov, da ti natančno... In to ste vi pogledali. Se pravi, cenzuriraš tvoje oči na 100 metrov, ne? Če tako orišem. No. Karikirano rečemo. Ja. Ampak recimo eno velikost znaka, Ja. žaromet je sposoben znak zasenčiti. Vidite, da te novi znaki zelo bleščijo nazaj, čez dolgimi Ja. posvetaš. To ste v Heli naredili. Ja, to je Hela naredila globalno, ne Hela tukaj, ampak Ampak jaz bom dal spet malo kapo dol. Ne? Ja. Mislim, da to so dosežki. Tako natančno pri različnih hitrosti na taki dolžini snopa projicirati luč. Ja. A je laser težji zasenčiti? laser je v bistvu, vsaj tako, kot je bil uporabljen, je bil samo za dolgi pramen. če se ne drži. motim. Samo za dolgi. Aha, ga sploh ni bilo. Oziroma, oni so imeli dolgi pramen, pa zraven še ta dolgi pramen, recimo booster, da imaš teh Booster, 600 ja. metrov. Ne? Razumem. Ja. Ja. Lahko Ne, hotel sem reči, da pač laser je tako, ima močno marketinško ime. Ja, ne. Definitivno. to. In res se dobro sliši, laser, ne, ampak veš, če pa tako poslušaš, ti je pa jasno, zakaj je matrični LED boljši. Ne. Ja, pa tudi cesta je real life, ni Star Wars. Ne? Ja. A veš. No, ja. Ja. Ampak vse se dogaja pač zdaj, vsaj jaz lahko govorim o znamkah, pri BMW-ju grejo zdaj nazaj tudi na matrični LED. Tako da ne vem, če bojo opustili laser, ampak vsaj za kot boljše luči prodajajo spet matrični LED. A lahko, gospoda, še en korak nazaj, malo naše biologije, ne? Ker ljudje nimamo leč od mačkov, leopardov, tigrov, navadne domače mačke, da bi v temi videli tako dobro. Jaz kot voznik, kar sem opazil, če se malo dotaknemo fizike svetlobe, meni se je zdelo, ko sem prvič pelal ksenonko, ki ste jo prej omenjali, pa pol še LED luči, da se kar en drugačen spektr noči naredil. Mislim, svetlobe po noč, ne vem, oči sem imel manj utrujene, reč sem boljš videl. Kakšna je razlika med barvo svetlobe oziroma fiziko svetlobe H7, halogenke ali pa ksenonke ali pa ledice? Česa je več, a bele svetlobe ali kakšen... Bele oziroma modrega spektra je definitivno več v LED izvorih pa pri ksenonih
In ja, na to svetlobo so človeške oči oziroma sami receptorji definitivno bolj občutljivi, zato ker mislim, da imamo pik mi pri zeleni svetlobi, jo najmočneje zaznavamo, ki že definitivno bolj meji, bom rekel, proti modri kot pa proti kakšni rumeni. Zato je občutek, ko pogledaš LED žaromet, ksenonski žaromet, bliže soncu, bliže sončni svetlobi kot pa halogenske. Zato imaš tisto občutek, da se je dan naredil. Ja. Zato imaš občutek, da če imaš enako količino svetlobe, če govorimo o svetlobnem toku iz halogenske ali iz LED izvora ali iz halogenske žarnice, imaš občutek, da je pri LED žarnici zadeva svetlejša, čeprav po meritvah morda ni, ampak občutek, ki pa ga tvoje oko daje, pa je. Ja. Sploh nisem pomislil na to. Ja, sam si pa opazil razliko. Ne? Ja. Pa hotel sem še reči, jaz sem enkrat Markota ne tako dolgo nazaj povabil za volan Audi A8 z matričnimi žarometi, ki ste jih oba prej omenjala. Kakšen dober feeling je bil, ko mi je on razlagal, ker nisem bil pozoren na določene stvari. In kad ti en tak strokovnjak za svetlobo pravi, poglej, kako je kakšno nezaznavno prelitje tega je svetlobe. Ne? Kaj pa vi zdaj pripravljate? Kaj bomo lahko vozili? Oziroma, česa ne smete povedati, pa lahko saj malo poveste, se noben slišal. Ja, pa nasploh pa tudi mogoče pod vprašanje, kako ste omejeni v komunikaciji sami v bistvu, ne? Tako, kako vas omejijo? Ja, neko zaupanje, neko NDA je, torej non-disclosure agreement je must v vsakem primeru tle. Po mojem se tudi ve, če si ti kot dobavitelj nominiran in uide kakšna slika, ne, se bo točno vedeli, s kje je prišlo. Ne. In seveda si tega ne morem prvoščiti. Ne. Se pravi, ampak ne smete niti komunicirati v smislu, mi pa delamo za to pa to znamko neki. Se pravi, niti znamke ne smete omenjati. Velikrat tudi po predstavitvi vozila. Tudi zato moraš dobiti dovoljenje recimo proizvajalca avta, da lahko ti, včasih se spomnite, pred parimi leti je bilo vedno, ne vem, designed by Hella, ne. Ja. Zdaj imaš, če rečemo BMW Lighting ali pa neki, ne, ni več, OEM-i pač promovirajo svoj svetlobni podpis, ne. In moraš dobiti dovoljenje, no, ravno zdaj se pogovarjamo za 2 vozili, ki bosta letos predstavljeni, da bi lahko komunicirali seveda tudi v smislu malo lastne propagande, ne. Za nove tehnologije. Ne? Ja. Če ne drugega, smo pa novinari za to, da te stvari povemo. Ne? Tako, jaz z veseljem poudarjam vsakič. Na končni fazi je nalepka gor. Ne? Ja, seveda. Tako da lahko vsak vidi. Pa sploh, če je pa plod slovenskega znanja, pa še to krajš. No? Koliko pa je sploh zdaj, mislim, koliko imate vi tekmecev? Koliko je, naprimer, avtomobil razvojnih dobaviteljev za svetlobo, ki je na vašem nivoju? A to vas je 10, ali ste 3, ali je 100? Ne, 5 bi rekel. Kaj bi rekel, v Evropi 5 ali celotno v svetu? Ne, v Evropi so 3, 4, no, mogoče, 3 pa polno. 2 na Japonskem, tako velika, pa je ne 2. Mislim, a veste, velika razlika je to, 10,000 ljudi dela na eni stvari, lahko 5,000. Yes. Si lahko predstavljate že moč in možnost investiranja v nove tehnologije in tako naprej. Ne. To vse na koncu povem, a ti lahko absorbiraš en projekt, ne vem, si izmišljujem, BMW serije 5, ne, kjer je toliko pa toliko vozil, take količine, toliko nove tehnologije, ali lahko narediš, da ne bom kakšnega užalil, še kakšen H4 žaromet, ne. Vse je jasno. Ampak neko kost moramo vršiti. Ne rabite govoriti o znamkah, lahko rečete, ne vem, pripravljajo se zelo tenke luči, pripravljajo se take luči, pripravljajo se taka tehnika. Kaj lahko poveste? Vse nekaj je že prej Andrej povedal, pa mislim, da je tudi že kar bilo sporočeno v strani enega, bomo rekli, nemškega proizvajalca vozil, da v tem letu načrtujejo pač splavitev enega modela, ki bo imel noter ravno to HDSSL tehnologijo v strani Hele. Tako da to je definitivno ena. To je recimo letošnja, kaj da rečemo, highlight letošnji bo definitivno 16,000 pikslov v strani žarometa razvitega skupaj. Tako, schelo. Ja, pa treba tu vedeti, kot si ti prej povedal, o senčenju oči, pa to je definitivno sodelovanje, ne samo luči, ampak ključ, avto, software v avto, kamera v avto, strojni vid, ste se tudi v predrazvoju nekaj obvladali s takimi stvarmi,
ki ne pomislim, ki sem v istem podjetju, pa me fasciniralo, kako je strojni vid bil zahteven, ki smo ga tudi videli pri teh irokamerah. Ja. Kaj je strojni vid? Aha, strojni vid imate sliko, ki jo posnamete in potem iz te slike pač računalnik razpozna določene oblike, ki jih mora razpoznati. Ne. Recimo, kaj smo mi delali, to lahko povem, to je bilo pred parimi leti. Preden so prišli matrični žarometi, smo se sprašvali, kaj se bo dogajalo z meglenkami. Meglenke recimo počasi izginjajo, ne? Tudi njihova funkcionalnost je vprašljiva, ne? In smo se sprašvali, kaj dati noter. Ne? In smo naredili tako imenovan marking light, torej lučko, ki ima zelo ozek tak pravokotnik, ki pokaže na pesca. Ne? Jasno, da ga pokažeš, ne, moraš ga nekako zaznati. In takrat smo se igrali s FLIR kamero, se spomnim, da smo mogli prav podpisati, ki jo bomo imeli spravljeno, ker je bila še military grade, da smo dobili dovolj veliko resolucijo, da smo lahko sploh te teste delali. Ne. In potem smo se recimo vozili po Ljubljani, snemali z infradečo kamero in potem smo pač markirali, kaj so pesci. Na koncu smo pa testirali tle ravno na letališki, ker smo na službenega Passata dal gor. Tiste lučke in smo se vozili po noč tlele. A jaz pa še bo to si hveto? Ja, seveda. Se je malo širša. Zajame vse. Strojni vid je, mislim, da je pred kratkim Tesla dala en video ven, kako Tesla vidi. To je v bistvu, strojni vid je pogled samovozečega avtomobila na cesto. Ne, ni nujno samovozečega. Pač. Karkoli, vi lahko tudi imate v proizvodnji pa razpoznavaš recimo, a so te baterije na mizi ali ne, ali pa so pravilno obrnjene ali ne. Pač ekstrahirati slike neko obliko, neko značilnost, ki jo potem lahko uporabiš za naprej. Pojdimo še malo v prihodnost. Nekaj časa se je govorilo o teh svetlobnih panelih na avtih, ki bojo, sporočali neko nevarnost ali pa namero voznika pa tako naprej. Koliko daleč smo pa s tem? Ja, tako bom rekel, delamo na tem, jasno. Kaj bo pa na vozilu, je pa vprašanje, ne? Ker na koncu koncev ampak to je moje osebno prepričanje, ne, kar ti pošiljaš od sebe, mora biti univerzalno. To pomeni, da je vse kulture, vsi jeziki razumejo, ne, da z barvami ni problemov, ne, torej rdeča, da je v vseh kulturah rdeča, ne, in tako naprej. Tako da vprašanje, kaj bo končna verzija komunikacije. Mogoče bojo samo znaki, kot so obcestni, ne. Ja. Torej zdaj, če prav razumem, razvijate univerzalni svetlobni jezik, ki ga bo razumel cel svet. Razvija ga mogoče bolj akademska sfera, pa proizvajalci vozil, ne? Mi jih pa pač potem podpiramo, rešitve, tehnične rešitve, kako bi to spravili v nek realen izdelek, pa tako naprej. Ne? No, ampak luči, ki ste jih prej omenjali, s to izjemno natančnostjo senčenja, dejansko so v tem trenutku že sposobne projicirati na cesto neke svetlobne napise, znake. Se pravi, to, če bi bilo zakonsko dovoljeno, bi jaz pritisnil na primer v takem avtomobilu gumb za prehod za pešce in bi ga zrisal pred avto. Recimo, ja. Zdaj, to ni dovoljen, ne, ampak tudi to mislim, da so zdaj v zadnjem... Se dogaja v tej smeri, da se začnejo pogajanja tudi na mednarodni ravni teh svetovalnih organizacij o standardizaciji določenih znakov, ki se bodo lahko producirali na cesti. Snežinka ne bo moral kdorkoli kakšne snežinke narisati, standardni znak bo upisan v pravilniku, to je lahko na cesti, lahko je tako veliko, bodo omejitve, kje je lahko, ne sme biti na nasprotnem pasu, znak za nesrečo spredaj. Takšne stvari so zdaj v obravnavah in čisto možno je, da bodo v naslednjih letih tudi zakonsko možno, zato ker to je potem... To mora biti regulirano. Da. Če ne bi svetu sredinca unmu, pred sabo. Človeška domišljija nima meja, ne? Ja, seveda. Si lahko predstavljate, kaj bi se bilo. Zakaj bi dvigoval roko, če lahko posvetaš sredinca? Jaz mislim, da tako sposobni inženirji imajo pa tudi domišljijo. Si v najtrajdu, sediš, ti sreš gumb sredinski. Ja, ampak včasih se res dogaja, kad bi najtraderja hoteli. Kakšne ideje, se vidva najbrž veliko vidita teh konceptnih vozil, kakšne ideje so res že na meji najtraderja. To sem te hotel vprašati, Andrej, ne, ti sploh, ki si v Heli zadolžen, ki si fajn razsvetljiv že prihodnost.
če se zdaj dotaknemo še tega svetlobnega oblikovanja. Ne? Okay, luči imajo posebno identifikacijo, obraz avtomobila, zdaj pa vidimo te maske, ne? Pa govori se o osvetljenih bokih, pa o osvetljenih platiščih. Kako bo šlo to naprej? Kako bodo dejansko avtomobilska industrija to pograbila? Včasih smo to gledali samo v franšizi Hitri in drzni, neonke pod avto. Zdaj, za osvetljene te grile, te maske, mislim, da je stvar že določena, da bo šla v to smer. Ne? Kaj da bo šla? Torej, da bojo osvetljene, ne samo s črtam, ampak tudi kaj več. To lahko povem, več ne smem. No? To, mislim, da imamo trenutno kar dva velika nemška OEM-a, ki bosta šla v to smer. Naprej, kaj se ful dogaja, no, pa mi je zelo fascinanten, ker tudi jaz, ko sem avto zamenil, ne, sem bil najbolj ponosen na matrične žaromete, vsakemu prijatelju, ki sem ga pokazal, rekel, wow, kaj je lepa projekcija, ko odpreš vrata. Ne. A, imaš matričnega? Ja. Ne, ampak zanimivo je to, ne, ta inscenirung, pravijo Nemci, torej, ko se približaš avto, ko te avto pozdravi, ne, tle, mislim, da je fokus neizmeren. No. Začel je iz Kitajske, je prihajalo začelo to iz Kitajske, ne. Tam so, bom rekel, še bolj hitri, pa še bolj drzni. Ne? Pa kitajska pravila so malce bolj ohlapna. Kitajska pravila so bolj balkanska pravila, so prilagodljiva, bom rekel. Ne? Sledijo Američani, pa Tesla, ne s tistim. A nisi imel ti tisto Y-ko, ki utripa, pa blinka, pa vse? Ja, ona po muski dela, vse živo. Ja. No, znotraj, zunaj. Ja. Vse. Vrata odpira. Vse živo. Zdaj, seveda, pogreš pa bolj proti Skandinaviji, so pa bolj, se pa držijo kakšnih mitoloških osvetlitev, pa bolj so konzervativni, ne pretiravajo. To mi je blizu. Tako da gre v različne smeri, ampak definitivno pa gre v smer tega, da te navduši, ko prideš v avto, da se pokažeš in tako naprej. Se pravi, ni nujno, da to pol deluje še med vožnjo in tako naprej. Ne, med vožnjo in tako večinoma ne sme. Ja, to je prepovedano. To je prepovedano. Če ne bi bilo res tako, kot smo prej rekli, drzni in hitri in drzni. Zakonsko so omejitve definitivno glede barve. Tako da zelo striktne. Smrečic ne bo. Dokler avto stoji, načeloma lahko sveti utripa marsikaj, ko se vozilo začne premikati, pa je precej natančno določeno, kaj lahko sveti, kako lahko sveti, koliko je lahko časa na vozilu. Kjer kot, s kakšno jakostjo. Vsi pa omenijo Amerikance prej. Jaz bi rekel, da so še bolj konservativni kot oni gor. Ker v Ameriki komaj letos začela veljati, prišla v uredbo ADB, se pravi dolg prilagodil, dolg pramen. Tam si lahko zdaj, mislim, da še zdaj kupo zadnjega osmico, samo s kratkim pa dolgim. Nobenega matričnega. Res? Ja. Totalno. Pa oni, ki so že v 70-ih letih imeli tiste ogromne luči na Kamarotu, pa tretjo zavorno. Nobenih matričnih še zdaj ne. In po moje so avtomobilski lobby kar konkretno stisnil, da so začeli razmišljati sploh o tem, da damo pa vseeno dolg pramen, ki bi imel tunele vmes. Torej, da so začeli o tem razmišljati. Tako, Marko, ADB je tam nekje 2014 že s Xenonom prišel. Seveda. Mislim, to je skoraj 10 let, ne? Ja. In Američani se ne premaknejo. Oni sicer imajo zelo preprosto regulativo, ne? Tako zelo so, bom rekel, pragmatični, ne? Ampak ne naredijo pa recimo korakov naprej, da bi odobrili kajšne posebne nove funkcionalnosti. Zato mene to zdaj leči šokirano. Tebe kot NASA fena. Ja, dobro, tam gor imamo itak več svobode, in dimenzijsko, in kar se tiče izpustov in vsega skupaj, ampak ne, presenetilo me je to, ker veš, ko prideš v Ameriko, vidiš svašta homologirano na avtomobilih, od različnih višin do auspuhu, ki ne da kadijo, ampak bruhajo črn dim, pa je to legalno, veš, zdaj pa problem se pa po Ameriki voziti z matričnim. Ne gre. Legalno. Glih danes sem bil en zanimiv sestanek, pri nas na obisku je šef razvoja lightinga od Forda, ne? Pa smo malo imeli mal debate, ne? Pa smo ga malo challengeali, kaj pa električni avtomobili. Prav, to mi vaši iz Evrope, ne, naši razvojniki pravijo, da elektrika prav. Pri nas, veš, to ni tako trend, ne. Sem videl, Američan. Američan, ja.
To so veliki avspehi, prav ja, ne. Pri nas je pick-up truck zakon, ne. Če bi ga en cajt vozil, bi ga tudi ti hotel imeti, ne. In je bila konc debate, ne. Sej grejo počasi v to smer, samo njim je še vse pick-up truck, klasika, sej tudi, če pogledaš ostale komponente, ne. Ja. Pick-up truck imajo še zdaj listnate vzmeti, ne. Pa tudi, če poslušaš V8. Ja. Jaz ga zdaj le slišim. No, ampak sej Ford je tudi pick-up do električnega ven, tako da grejo tudi v to smer. Grejo. Ja. Ampak na pobudo evropskih kolegov, ne? Na pobudo Evrope, ne. Za njih je to zelo občutljiva tema, Ford, ne, F-150. Ne. Ja, to je ena ikona. Ne, ja, najbolj prodajen tudi avto vseh časov. Tako. Ne. Ma to je bolj v stilu tega, dajmo probati, dajmo pokazati, da tudi mi znamo, sledimo temu in pač bodimo prepravljeni. Ni pa to zdaj nek prodajni načrt, da bojo pa zdaj oni. Drugač pa, če pogledaš enega F-150 tam nekje daleč na Aljaski ali pa enega Silveradota, ne, je pa tam jasno, da še nekaj časa ne bo na šteker vozu, ne, ker je nemogoče. Pustimo zdaj elektriko. Ne gre brez, tudi ledvice svetijo na elektriko. Ne? No, ampak to sem valjda tudi hotel vprašati. Ne? Meni je bilo najbolj bizarno, pa mislim, da še zdaj neki novih električnih avtomobilov se najde, ne? Ker ena od tehničnih mantr Leggja Rometa je tudi poraba energije. Ne? Tudi zdajle, ne vem, sem zadnjič po radiju poslušal, da je Evropska unija za zmanjševanje učinka energetske krize, ne vem, kjer je državi razdelila, ne vem, koliko žarnic za hiše, ne. Pa imaš pa električni avto, ne. Prav spomnim se prva generacija Zoe. Halogenke. Halogenke, H7 in glavne luči in meglenke bez. Proizvod Saturnusa. Ja, ampak ideja pa je, nekaj takih, pa ne bom rekel kiksov, ampak nekaj takih zahtev je pač bilo, cena je bila sigurno tu odločilna, tudi enega japonskega proizvajalca smo imeli, ki je v eno električno vozilo vtaknil noter H4 žarnico, ki je 55 W že sama po sebi, in to vse človek potem vpraša, ja, čeprav v zadnjem času, predvsem v zadnjem času nas pa proizvajalcev avtomobilov. Ena izmed omejitev je tudi poraba, električna poraba. To ti postavijo gornjo mejo in rečejo, če boste nad te uporabo, bo... Pri električnih avtomobilih. Da, in mora rekel tudi pri ostalih, ti kar že zaradi teh izpustov, eko ti rečejo, če bomo nad 12, nad 13 W imeli porabo, bomo na 100 km toliko pa toliko CO2 proizvedli in ti tudi tu ali plačaš potem ali penale, ali se cena mora kompenzirati ali pa kaj takega. Tudi tu je zdaj ena omejitev, ki nekoč v času halogenskih žarnic ni bila. Tam je bila žarnica H7 tudi s 55 W in to je nekako bilo to. Pri Leggja Rometih se seveda to lahko vse prilagaja, izmišljuje več ledvic, več porabe, manj. Lahko se zadimajo, ko se pregrejejo, začnejo manj svetiti, Leggja Romet se začne segrevati, je potrebno softversko potem zmanjševati moč na ledvica, da se ne pregreje. To so znotraj sistemi, ki jih ne pomisliš, ko vidiš zunanjo, robustno, ampak tu noter je res sistemov, ki med sabo morajo usklajeno delovati, da je zadeva legalna, da je zadeva zdržljiva. Ena taka hecna zadeva, vi dobivate LED diode, ne, iz traku, to je milijone ledic, ne, ki jih vtaknete v 3 reflektorje, ne, v enem žarometu, mora imeti vse isto barvo. Ne. Lahko nimajo, ne, ker ima že pač raztros barve v svoji osnovi. Ne. Ja. In mora elektronika pač, oziroma zbrati ta pravo in nekaj tudi skompenzirati. Kako pa bi izgledalo, če bi zdaj na primer v našem ETH-u v Meganu ena komora svetla, malo bolj rumenkasta, druga malo bolj modrikasto, ki jo ob direktnem pogledu lahko zazna tudi človeško oko, še vedno pa so znotraj regulative, ki je pač tako, eno področje, ki je splošna bela. Vi morate narediti zip črtico, ki mora svetiti enako dobro v vseh pogojih. Še eno vprašanje. Zdaj mi je prišilno, ko gledamo tole, danes sta sabo prinesla ikono. Ja. Jaz se bom dvakrat dotaknil, zato ker je to eden... Ti vidiš, koliko je to velika zadeva? Ja, velika. Ampak ti veš kam... Ok, Jure, razloži, kaj imamo na mizi za tiste, ki poslušajo. No, na mizi... Ne, naj gospoda povesta, ker sta ona dva sta naredila to luč. Ja, delno je definitivno razvita je ta luč v Saturnusu, tako modul je, bom rekel, razvit v sodelovanju z našimi globalnimi firmami. Ja, gre pa za
žaromet za vozilo Mercedes, G-klasa, ikona. Ena od verzij, žaromet ima 2 verzije, tale je high verzija z matričnim žarometom 84 ledic v 3 vrstah. Posebnost tega je, bi jaz rekel, silikonska optika noter. Optika, ki svetlobo direktno iz LED izvorov prenaša naprej, tam se pa preko lečja prenese tudi na cesto, da je čim bolj homogeno in kot tak je bil kar prebojen žaromet za nas, za Helo. Jaz moram k tej razlagi dodati še nekaj. Ne? To je avtomobilska luč, ki jo lahko na avtu, v katerem je vgrajena, pripelješ tam, kjer ni cest. Sam dvigam malo mikrofon, ker imaš v Jožko, ga imaš tam usmerjen. Pa ki je fajn polita z blatom, isto dobro gleda. Tako. Ne? Drži. Ja. Mene pa zanima, prej smo govorili o halogenkah pa o LED lučeh. Zdaj, kar naenkrat smo zgubili to neko toploto, ki je na nek način mogoče bila res odveč, ampak po drugi strani v takih dnevih, kakor je današnje, je pa tudi prav prišla na lučeh. Ne? Kako se pa rešuje ta problem, ker zjutraj so te luči, recimo pa ta je sploh tlele ogromna, ne? So zmrznene. Se pravi, če imamo od spredi nek LED na lučeh, kako v bistvu danes rešimo ta problem, da ne da bi praskali luči z strgalom? Ja, zdaj veliko se dela na temu thermal managementu, se reče, torej obvladovanju toplote v samu žarometu. Da ne uhaja vse nazaj. To je eno. Ne? Najprej, da jo odvedeš od izvora, zato da sploh deluje ledica, ne? Potem pa, da jo preusmeriš na sprednjo lečo, zaradi tega, da pač ne pride do kondenzacije vlage v žarometu. Ne? Torej, včasih je bilo to narejeno velikrat z raznimi ventilatorji. Tu noter je. Tlele mislim, da še. Ja. Ventilator je tu noter. Zdaj pa to delamo že zelo pasivno. Ne? To pomeni, da izkoriščamo tako imenovano naravno konvekcijo, dviganje toplote, ne? In oblikujemo žaromet tako, da pač gre toplota, ki jo rabimo. Poleg svetlobe. To se pravi ena zaprta klima. Ja. Kanali, ki so znotranje strani žarometov, ki so ali oblike ali kakšnekoli, bomo rekel, poševnine, so dejansko namensko tam z namenom in tudi izračunane. Še en od naših razvojnih oddelkov, ki se obada specifično za tem, z termalnimi simulacijami, z kroženjem zraka znotraj, z prenosom toplote od hladilnika, magar preko konvekcije naravne ali z vpihom dodatnim aktivnega hlajenja, potem da doseže čim več sprednje leče ravno zaradi rošenja. Problema pa, kot vidite, tudi vidva ni mogoče popolnosti odpraviti, zato ker veliko avtomobilov novi z LED žarometi ima vsaj od začetka definitivno roso, ki ne škodi, ampak tam je. Kaj pa, ogromno nekih uporabnikov seveda cen vaš trud in vse to, kar prenaša nova tehnologija, se pa najdejo tudi kakšni, ki rečejo, zdaj pa jaz odprem tisto havbo, pa ne moram zamenjati žarnice tako kot nekoč. A se zna zgodi, da bomo nekoč imeli take žaromete, da bo uporabnik spet lahko zamenil tisto žarnico? Jem tako rekel. Uradno ne bi ledica zdržala življenjsko dobo vozila. Ne? Seveda lahko pride tako, kot pri vsakmu izdelku do odpovedi. Ne? Mislim pa, da nas bo prisililo v zamenjavo modulov, možnost zamenjave ta evropske direktive o recikliranju, sustainability, ne, kako rečemo. Se pravi, da boš imel v prtljažniku pod obvezno opremo modul 16,000 ledicami? Ne, po moje boš mogel nekje to zamenjati, ampak danes vršite v žaromet stran. Ne? Tako. To je tisto, kar je v bistvu tragedija cele zgodbe. Ne? Ja. Nekateri proizvajalci že zahtevajo, oziroma so že v preteklosti delali na tako imenovanih zamenljivih kitih. Kaj to pomeni, da je imel žaromet, v hiši žarometa vnaprej že pripravljeno določeno območje, ki se ga je dalo izrezati, razstaviti, razbiti, na servisu vzeti ven modul, odšaufati skozi tisto odprtino in potem je zraven bil poseben pokrov z dihtnim stesnilom, ki se ga zašaufal gor in je spet bilo tesno. Tako da to je bila taka, to je tak zamenljivi modul, se jim reče, ampak tega sam ne moreš narediti, to lahko naredi na servisu. Ampak dajmo razbiti ta mitno. Koliko se v bistvu te žarometi sploh kvarijo? Boš povedal čez par let z matričnim. Jaz težko rečem, jaz sem predrazvoj. Ampak to pač niso tisti ksenoni, ki smo vedeli, da avti mežikajo. Ne.
Pa reklamacij direktnih tu definitivno ni v velikih količinah. Če pride zaradi morda kakšne napake pri montažah ali kakšnih drugih napak, da pa bi, ko je bilo, če je vse narejeno po procesu, upoštevan proces nekih reklamacij za množičnih ni. Je pa res to, kar Andrej pravi, ja, LED izvori in tudi sistemi, komponente, ki so noter, zagotavljajo življenjsko dobo avtomobila. Kaj to je? Pa je spet drugo vprašanje. Za nekoga je lahko življenjska doba avtomobila, jaz ga imam 4 leta, pa je lahko to 200,000 km, večina se vozim po temi, se pravi, moja luč je prižgana skoraj non-stop, nekdo, ki pa se samo vozi po svetlem, pa je to lahko 30 let, pa bo še vse delalo, tako da, ja. Bo pa težava tako luč obnoviti, ne? Ko bo enkrat ta Mercedes star 50 let. Ne? Ja, jaz mislim, da z zdajšnjimi avtomobili bo zelo malo tehle oldtimerjev. Ja. Ker ne samo to, ne, morate vedeti, da je v sistemu brizgavanja, da je polnike elektronike v armaturni plošči in tako naprej. In čipi grejo naprej in težko je dobiti recimo star tip čipa. Praktično nemogoče. Ne? Ker grejo tako hitro naprej in razvoj čipov poganja druga industrija. Ne? Zabavna elektronika in tam se v bistvu to se pravi, kreira. To verjetno bo rešeno z nekimi kiti za stare avtomobile. Ne? Težko rečem, najbrž ja. To, kar smo že zdaj videli, naprimer v Renaultovi tovarni, ki so zdaj začeli v oldtimerje električne kite dajati, pa najbrž ja. Pa ledice, pa tako naprej. Še nekaj me bega. Eno je narediti tako zmogljiv žaromet. Kaj pa njegova pamet? A je to bolj vezano na izdelovalca avtomobilov ali morate tudi za pamet poskrbeti? Ti, Andrej, si prej že omenil te vse prilagoditve, toplote in tako dalje. Kako je s to pametjo? Ja, zdaj ponavadi obstajata dva načina. Ne? Ali kupec naroči, da je v tej elektroniki noter še tudi pamet in imaš relativno preprosto komunikacijo, da dobiva signale. Ne? Ali pa je obratno, da ima vozilo že pamet zaradi kamere v vozilu in ti dobivaš samo signale, kaj moraš delati. Ne? Recimo, imeli smo tudi primere, Renault RS, Clio RS, tista checking mark, se spomnite, tista svetilka spodi, ne? Flag svetilka smo rekli, ja, flag. Ker je bila kot zastava končna, karirasta. Tista svetilka je cela komunicirala z žarometom, ne? Imela je, mislim, da je 17 kombinacij se različno prežiga. Ne? Od tega, da je čist dizajnerska, da je meglenka, da je kotna svetilka. Pozicijska, da je, ne vem, dolgi pramen, da je dolgi pramen v žarometu in tukaj. Tako, nekih 17 variant je bilo. In je bilo kontroliran iz žarometa. Torej, naša svetilka je od takele enote, ki je tukaj elektronske dobila komande, kaj ne naredi. Ne? Lahko ima pa to se pamet ugrajeno noter. Ne? Koliko pa en tak pameten žaromet obremeni procesorsko moč celotnega pametnega avtomobila? A so to kakšne ocene? Koliko je ta pamet energijsko potratna? Ne bi rekel energijsko, jaz bi rekel bolj procesorsko. Ne? Ja, procesorsko, ja. Še posebej to, kar smo morda res videli v zadnjih Audijevih žarometih, to že mora biti grafične procesore noter. Zdaj, če imaš recimo nek DLP žaromet v Audiju, z milijon točkami, je isto, kot bi imel projektor v neki govorilnici. Ne? To se pravi, za tudi neka grafična kartica? More biti, ne? Noro. Sploh ne bi pomislil na to. A ne? Jaz sem zanjčne lani na eni konferenci, sicer o elektronski arhitekturi avta poslušal, ne? In je človek od Continentala rekel, ne? Pri nas 9000 ljudi razvija platformo, softversko pa elektronsko za ID3. Ne? Je razvijal. Ne? Kaj smo zdaj mi oddelek za razvoj softvera, hardvera, aj to po oddelkih, kako se čemo organizirati, ker to je res taka sprememba, ne, v načinu razmišljanja, ne, pri teh novih avtomobilih, ker ti je platforma, ne, elektronska platforma, omogoča ali pa ne omogoča dodatne funkcije. Ne. Torej, da se ti poveže računalnik, telefon, karkoli, ne. Mora biti neki zadnji, ki ga razume, ki s tem komunicirati, ne, in mora nekaj vse sprocesirati. Tako da mislim, da tle bojo trenutno največje spremembe, da nismo še videli vsega. No. In to bo tudi pogojevalo, kako bo žaromet priključil. Ne. A bo to USB plug and play, ne. Ali bo pač žaromet mogel imeti pamet, pa bo sam delal. Če sem jaz prav razumel, v tvojih naslednjih razvojnih projektih, ne,
boš mogel upoštevati tudi že zahtevo svetlobe oziroma vklop svetlobe na zahtevo. Ja. Tako, ker to smo že poslušali, ne vem, naprimer glih pri Audiju, ko smo se pogovarjali o električnem kvatru in tako, se pravi, ti boš lahko imel dvopogonska, se pravi pogon na sprednji oziroma zadnji kolesi, ko boš šel pa smučati v Sant Moritz, boš pa poslal SMS in Audi 4x4 na sistemsko sporočilo in boš imel vklopljeno, in pa boš poslal pa še Audi Matrix Plus, pa boš dobil še luči za sneg. Ja. Vse na naročnino. Zna biti tole ena smer. Mislim, da Audi že to nekaj tazga ima. Mislim, da je glih Q4, ima tisto dnevno svetilko iz takih kvadratkov narejeno in tiste lahko ti prednastaviš oziroma... Ja, 4 različne načine ima. Tako, ampak mislim, da so imeli idejo tudi, da bi še kakšen način lahko pol dokupil. Vsaj tako so enkrat razlagali, ker smo se pogovarjali, še prednji bil predstavljen. Ne vem zdaj, kakšen je, ne. Ampak to je to, ne. Kupaš si skin, ne, bi rekel. Skin in potem plačuješ. Naši mladinci, ne. Mene zanima, kako sploh izgleda priprava ponudbe na nek projekt, ki vi dobite recimo naročilo oziroma povpraševanje. Kako to izgleda? Koliko inputa vam dajo znamke v smislu, nas pa to zanima, ker če vas zavrnejo, ne smete imeti spet preveč nekih podatkov, ker ste na nek način v tistem trenutku, ko vas zavrnejo, če vas zavrnejo, ste konkurenca, ne? Ja, dejstvo, ampak so podpisi, tako kot je Andrej rekel, so vseeno podpisi, da dobimo kar vsi konkurenti, enak paket ponudbe, ki vključuje definitivno zunanje omejitve, notranje omejitve, marsikdaj od kupca tudi že definirano, kaj želijo s kako tehnologijo. Eni rečejo, želimo HDSSL modul za notermet, kar pomeni, da ga moraš nekako vključiti. Nekateri rečejo, želimo, da ta linija sveti, pa jih morda niti ne zanima kako, samo ti dajo ta linija naj sveti, naj sveti, imaš omejitev zgornjo glede moči in rodi in stvori. Tako da ponudbe so ponovadi zelo dinamičen del našega dela. Veliko je komunikacije s kupcem, veliko je tudi tako imenovanih, recimo temu, maratonov, kjer se lahko zgodi, da nas kupec pokliče tja k njim v razvojne prostore, v vsako pisarno enega dobavitelja, enega od njih hodi in si mišljujejo včasih tudi sproti zahteve. Gremo, Hela, kako bi nam vi to, naši dizajnerji, bi to imeli, kako bi realizirali? Hop, v drugo pisarno, ti imaš ves čas, da je tam ekipa ponovadi dobrih inženirjev, ki to rešujejo in potem se ponudbe odločajo, potem končne ponudbe na takšne. In tu včasih gre za cente, cente gre tako, da je kar. Pridejo recimo pa reče, vaš konkurent ima urodja 5% cenej. Ker se tam tudi ne samo komercialno, mislim, ne samo tehnično, tudi komercialno se zadeva obravnava, ne? In so zelo tako direktni. Ne? Ampak to je tako malo detektivski pristop, pa ni zasliševanje. To je prav sprejemni spit. Sprejemni spit za posamezen avtomobilski model. Na vzkrižno spraševanje. Tako, ne? Ja, to je realnost avtomobilskega posla. Je kar surovo je. Surovo. To si tako predstavljaj, kada če bi mi trije prišli tekmovati, ker bi bil inštruktor za terensko vožnjo. Ok, tam bi je zmagal, vidva ne bi imela šans. Ampak če bi šli na pisto. Ne, je malo drugačne. Je tako, da bi najprej tebe testirali, pa bi videli, kako speleš klanc, pa bi rekel njemu, ne. Zdaj, če boš takole spelu, ne, a boš naslednjega tudi znov, ne. Ja, samo vprašanje, če so ga sploh testirali ali sam blefirajo. Nikoli ne vemo. To pa ne veš, ne. Ja. Šit, surovo, star je. Morate pa vedeti nekaj drugega, če je projekt 100 milijonov, ne. Kaj pomeni en cent, ali pa da je milijon kosov. Zračunite en cent milijon, ne. Ja, to je res. Mislim, to so hitre cifre, zelo velike. Sej imajo nek razlog, da tako pač reagirajo, ampak vseeno, mene zanima, koliko vam pa pokažejo tega projekta v smislu, to pa je naš avto, skica, render, tako, še preden vam dajo neko pogled. Ne vem, lahko kar rečem, da vemo, kako bodo naslednje generacije različnih avtomobilov izgledale. Že zdaj vemo, imamo občutek, pa lahko govorimo o premijskih znamkah, o čemkoli, ampak načeloma... Zdaj 2026 živimo, ne? Tako, smo bili pred kratkim pri obisku, kaj so naredili, v ene velike sobe, z simulacijo naravno svetlobe, celoten prednji del avtomobila, novega, ena od znamk, vidno, tako da imamo vpogled. A je kakšen tak, ki ste rekla, wow? Jaz nisem bil najbolj navdušen.
Tako da in ne povem, za katerega se gre. Ja, upam, da ne bo Hela samo enega dala v naslednjem letu. Ne vemo. To je stvar okusa, ne? Kako izgleda. Ne? Ja. Vse nekaj anekdot, vseeno naše delo recimo izgleda precej resno in tudi je resno, ampak se pa tudi dogajajo kdaj kakšne zabavne stvari. Še posebej lahko kontaktira, tudi mene so enkrat proizvajalci in to pa lahko povem, ker je že bilo 10 let skoraj nazaj oziroma 6 let, ko sem bil Ciril bi rekel Škvarc. Smo bila z enim kolegom v Wolfsburgu pred Volkswagenovim centrum testnim. Nov žaromet za njih smo razvijali, šlo je za novega Passata takrat, to je bilo high class in mi dva se pripeljamo tam z Lipštada do tja, bila smo pol ure prehitra. Parkirišče zunaj, da bomo malo pospešila, v prtljažniku sva imela svoje žaromete nove, testne, prototipne, nič bomo mi da to na avto zmontirala, stojalo gor. Pa pridejo oni ven, Volkswagen, zdravo, Hela, ja, smo tu. Kaj delata vidva? Oba mlada. Ja, pripravila smo se že. Pa vidite, kje sta. Ja, pred vašim centrom, ne? Ampak tu ni zagrajeno. Ja, no, vaše parkirišče je. Tle so oči. Je rekel, tam za tisti gor mi lahko kaj noter se s tem. Dobila smo tako lekcijo, ki nismo ponovila. Ti je malo vroče ratalo. Definitivno, seveda. Prvič smo oba sva bila mlada, najni prvi projekti, ampak dobro, ja. Eno naslednje bom pa se vrnil na RS-a, na linijo RS. Clio pa Megane, tu nisem bil jaz, vpleten je pa bila ena kolegica, ker en del v razvoju žarometov je tudi takrat, ko pridejo prvi kosi, se začnejo kvalifikacije. Kupci, proizvajalci avtomobilov želijo zadevo videti še pred končnimi odobritvami na cestah, kako deluje, kako izgleda. Ja, seveda, tu je šlo za Renaulta, Parizu, testni center, kolegica noter, ki nima rada najbolj hitrosti, ampak testirali so ravno tale Flag Light skupaj z žarometom in prilagodljivim dolgim pramenom, ko so res hitreje avto šel, bolje ledico žgalo, dalje si videl. Ja, seveda, Renaultov testni voznik na njihovem dirkališču. Žan Ranjoti. Pa je po par krogih samo rekla, da vem, na zadnji zici je bila v tistem Clio TRS-u stisne, rekla, oni pa je vozil, ko zmešan, seveda navajane. Tako da tudi takšne nekatere, rekel kar, hudomušne prigode se lahko zgodijo, ni zgolj samo pisarniško delo, 3D modeliranje, ampak je tudi veliko testov, veliko terenskih ogledov, bom rekel. Tako da je to en del, ki je zelo zanimiv. No? Ja, pa glih Marko, ki si rekel, jaz se spomnim, enkrat smo z našim prodajnikom en žaromet glih tako nesel, ga je mogel dostaviti, ne? In jasno ga nismo smeli ven vzeti in ti, ko priješ v Wolfsburgu, se najbrž sta bila, ne, gate, pa priješ noter, ne. Potem pa taka rampa, pa je v bistvu prototipna delavnica, smo šli noter in je velika, kar halovce turnusa, ne. To je prototipna delavnica in ti se not zapelješ, se za tabo, ko v zaporu v ameriških filmih zaprejo vrata, se odprejo druga vrata in potem greš šele noter. In vsak tist box za montažo prototipnih avtov ima spet garažna vrata, in si zapeljal točno za unga, ki si rabil in tam si šele smel raztovor žaromet. To je bilo, jaz sem sam gledal, jaz nisem mogel verjeti, da to je kontrola hujška na meji. Ne? Ja, mi da smo zunaj bila. Ja. Res. Ja, zanimiv. Ja. Ker to je, mislim, da tisti wow efekt na koncu je to, kar avtomobilski proizvajalci hočejo. Ne? Ja, seveda. In hočejo ohraniti čist do konca, se vidi, da to veste. Jaz se spomnim eno mojih prvih predstavitev, takih tehničnih je bila druga generacija Audi A3, ko smo šli res tako z inženirji. Ne mednarodna predstavitev, ampak prav predserijska tehnična delavnica. Ne? In jaz tako pričakujem, da bom avto videl in stopim not in je bil zračnik iz armature. Ne? Prej so nam pa pobrali telefone, fotoaparate, dokumente smo mogli podpisati, 2 varnostnika sta stali in tako jaz not pridem in difuzijski zračnik v armaturi in tako štrlivan. Ja, štrlivan in oni tako ponosno. In tako mi vsi in oni gledajo prav, ja, to je revolucija, ne? Pokažite avto. Ni točno to. Kje je zdaj revolucija? Kje je avto? Zanimivo je videti pri teh proizvajalcih, ki imajo dol za ograjo polno avtomobilov, ne? Takih lepih avtomobilov, ki bi jih mi 4 radi vozili. Ja. Pa ima vsak kakšno luknjo zvrtano ali pa kakšen del odrezan za to, da nekaj testira. Nekaj postestira, ja. Tega je res veliko. No. Če vidiš en žaromet, si zamisli cel avto, koliko je ene elektronike, enih stvari noter, to je... Kako pa izgledajo vaši laboratoriji? Ker predstavljam si, da še preden
tale žaromet pride do tega avta, mora dati vse te napore čez, pa testiranja, pa toplotne obremenitve, mislim, temperature, obremenitve, nihanja in vse ostalo. Ja, veliko testov je predpisanih in veliko opreme imajo tudi naši testni oddelki. Pa to govorim o vibracijskih strojih, ki je žaromet vneš na posebno vibracijsko mizo, se trese, potem so tu šok testi, ko grejo z visoko nizko temperaturo. Lahko tudi dvokomori, da se sprednji del žarometa na -20, zadnji del, ker je motor pa na +50 in take stvari mora delati. In laboratorij, mislim, da je pri nas precej močno razvit, konec koncev kot ena stopnja je tudi laboratorij za merjenje same svetlobe, ko vsi mehanski testi grejo mimo, mora tudi svetloba štimati in tu imamo artefakti iz fotometričnega laboratorija našega. Ti ga znaš, ne? A tale? A tole, kar je na mizi? Da. Ja, lih sem hotel vprašati. To je paket, ne? No, Odpri, Kaj je Jure, ta paketek? Jure, dej. to je za vas. Eno darilce ostane tukaj. Mater. Kaj je, Jure? Language. Kaj je, Jure? Le to. Kaj je to, Jure? Kaj je to? Poglej, dobro poglej, kaj tu vmes vidiš. Okay. To je neka... Čak, to ima... Čakaj, jaz To je hočem en, dva, zraven... Nitka ima, ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Kaj pa ta tulc okrog nitke? Držal. A jaz sem držal. Ja. Daj, da pokažem v kamero. No, daj. Ej. Bakla. Ja, Jure, ti govori. Ja, bom pa razložil, kaj to je. To je pa kalibracijska žarnica za kalibracijo fotometra. Kaj to pomeni? Seveda preden naša oprema mora biti vedno skalibrirana in to je pripomoček, s katerim smo te zadeve preverjali. Kaj gor piše, Jure? Poglej. 125 amperov. Ja, oziroma, ja, dalje. 90,72 volta. Pa še na drugi strani. Pa 20 CD, to je Kandel, ja. svetilnost. Sveč, tako je. Pa 0,3074A. Tako. Ampere. To so podatki, ki jih potrebuješ za kalibracijo, za preverjanje, da je naša fotometrična oprema pravilno skalibrirana. Na določeno razdaljo od fotocelice daš to, jo poženeš točno z temi podatki gor in veš, da ti fotocelica mora pokazati to vrednost. Takrat je zadeva ok. In to je, mislim, da je bilo zadnje to uporabljeno, ja, ne me za besedo držati, ampak pred mojimi časi. A res? Ja. Lej, ta filc probi, no. Tako da je ena takšna zadeva, ki je zdaj več definitivno ne uporabljamo, ima svojo zgodovino in bo našla lep prostor tukaj. Definitivno. Najlepša hvala. Tale bo umerla brlog. Kadar bodo najbolj temačne stvari, bo tale umerla brlog. Nisem pa ziher, če bo takako napetost tukaj priklopile, to ne bo Nekako se bo znajdel, da bo to kot svetilnik tlele v BTC-ju. Beacon, ja. Veš, da bo vsi vedeli, kje je brlog. Tako da, evo ga, ena. Hvala lepa. Najlepša hvala. To pa je res lepo darilo. Redko je, ne vem, morda ste že videli, kaj ta je. Ne, jaz nisem. Ne. Nisem, pa tudi te razlage še nisem slišal. Ja. Zato meni je ta avtomobilska fascinacija, avtomobilske svetlobe mi je res impresivna. No? Ne, pa mene to še zmeraj, mislim, jaz sem tudi navdušen nad tem, koliko je to šlo naprej, pa koliko zdaj vaju poslušam, temu ni konca. Ne. Svetloba, mislim, svetilni elementi na avtu so, če pogledam, ne vem, razvoj avtomobila v zadnjih 15 letih, definitivno ena stvar, ki je šla toliko noro naprej. Ne. Poleg recimo asistenčnih sistemov, pa digitalizacije voznikovega okolja. Lej. No, se to je bilo pa moje naslednje vprašanje, Andrej, tudi zate. Ne? Jaz sem zdaj vozil novega GLC-ja, ne? Moram reči, ko se noto sedeš itak, te zasloni, pa tudi, tako kot je Saša rekel, je zdaj to next level, kaj vse lahko nastaviš. Ne? Pa smo imeli pa na Instagramu z enim voznikom eno zanimivo debato. Vsi so me sprašvali, če me ta ambientalna luč moti, ali pa če ta bom rekel, indirektna svetloba od vseh teh zaslonov. Ne? Kako pa, tukaj je tudi vse predpisano, glede na to, da pri Heli razvijate tudi ambientalno svetlitev notranjosti za številne znamke. Ne? Notranjost ni toliko definirana, ne? Jo pa bolj pogojuje tisto počutje človeka. Ne?
Zdaj, meni osebno, tudi recimo te velike osvetlitve niso preveč všeč, ker včasih dobiš neke odseve od stekla, ne? Ampak dejansko pa naredijo neko počutje. In zdaj, če razmišljaš naprej, ne, kako lahko človeka ohraniš budnega. Prej smo rekli, ne, ledice imajo bolj belo svetlobo, ne, Marko je rekel, mi imamo neko občutljivost za dan, občutljivost oči naštimano na dan, ne. Zamisli si, da lahko notranjo osvetlitev prilagodiš tako, da daje bolj dnevu podobno svetlobo v enem delu, ne? Da voznika ohranja budnega. Ne? Ker če imaš tisto toplo rumeno, rataš, tako kot si rekel, ti rata prijetno, pa lahko rataš tako zaspan. Ne? In to so tudi stvari, ki se v notranjosti zelo intenzivno dogajajo, pa pogovarjamo. Pol pa vidva, ki sta strokovnjaka za svetlobo, kaj je ona najbolj vozniška ambientalna LED luč, ki si jo moram naštimati? Ker zdaj pri teh novih avtomobilov, zdaj te spektri segajo nastavitve barv, ne vem, 24, 50, 90, mislim, da je celo že rekord. Se pravi, kad se pelem čez Gorjance, katero ambientalno luč mi je? Rdečo. Ja, valjda, tisto, kar te paše. Cvičkasto. Definitivno. Jaz sem opazil, da mene sploh ne moti, da imam rad, če mi svet noter. Mislim, sploh, če se vozim po mestu, kjer je itak dovolj nekih luči, ne? Me sploh nič ne moti, če je noter tudi osvetljen na milijon različnih načinov. Če sem pa na avtocesti, pa res na neki relaciji, da je tema okrog mene, me pa moti. Ja, to je ta kontrast, o katerem smo tudi prej govorili, ko se zadeve preklapljajo, kontrast je vedno moteč in v mestu, ko je okolica razsvetljena, je notranja ambientalna razsvetlitev lahko zelo fina, ko pa je okrog po avtocesti tema, okrog tebe pa te zna motiti, ko te tam žari. Ja, ravno zanimivo je to, ne, ko gledaš pa osvetlitev same armature, ne. Zdaj, ko nimaš več fiksnih števcev pa osvetlitve, ne, lahko preklopaš pa armatura praktično sam še števc za hitrost ali pa tisto, kar pač v tistem trenutku rabiš, ne. Kar ti pa spet pomaga glih v takih primerih, ki si rekel. To, ja. Jaz si takrat zadimam, ne. Sploh, če sem samo v avto, si tako zadimam, pa uživam, pa se malo delam, da sem pilot. Da noš zaspal. Na misiji, ne, je. Malo unardeča Afganistanska, veš. To sem razmišljal, da če je to prava luč, ne, ker si rekel, kjero barvo. Zato pa čaka, tudi zdaj sta videla ta nov volan od Tesle, Plate Model S, ki je čist posekan. Ja, sem videl, ki ga ni, ki je praktično odsekan. Ki ga ni, ki ga ni, ki je v bistvu pilotski, ja, ki je star letalo. Tako, ko je bil čas Spitfire ali pa B-17. A ni v Lexusu? Ne vem za Lexus, ampak mislim, nisem probil, ne morem reči, ampak meni to pač ni všeč. Jaz to ne morem. Jaz si ne predstavljam neke hitre reakcije. Ok, sam predstavljaj si ti, da si zdaj na Vranskem na hidravlični plošči. Pa moraš odmotati, pa nimaš volan, ampak imaš krmilno palco. A veš, jaz imam v mišičnem spominu, kako moram preprijemati ta volan in točno vem, kako reagirati. In če meni zmanjka v tistem trenutku pač pol volana, jaz bom šel v maline. Ja, dobro, zdaj to, kar se zdaj recimo dela, ne, se dela za generacije, ki so živele gor z računalniki, z joystiki, ne vem, igralnim konzolam. Ne. Ampak njim bo enako jim bo všel avto, kakor bo meni všel avto v neki situaciji. Ampak moraš vedeti, da ne rabiš več 3 zasuke volana, ne. Zdaj, če imaš elektroniko in tle tisto, kar sem rekel, ne, arhitektura se spreminja, ne. Ko imaš ti enkrat elektronsko povezavo do koles, ne, je kod zasuka lahko odvisen od tega, koliko hitro ti zadek spodnese. Ja. In rabiš samo malo popraviti. Ali pa ti ga samo avto popravi, pa sploh ne rabiš volana motor. To je to. Drugač, dragi moj bencinski brat, če te lahko spomnim, ne, ti si zdaj presegel 40 let, ne. Kaj hočeš reči? Kar pomeni, da čas prehajamo v fazo, ko nas bo malo čas povozil. Ne? Reflekse imam še zmer boljše, kot nekdo na unmu pol volanu. Grem staviti. Veš, to so občutljive gostilniške debate. Ne? Ja, ne, vprašanje je, zdaj, aj to res še pol vožnja. Ne? Ja, to se vedno sprašujem, ne? Ali bo človek mogel kupiti, ne vem, Golfa enko. Ali pa nekaj, da boš vozil. Ne? Ja. To je tudi prej, ko me je bilo na nek način, sem se počutil wow, na drug način mi je bilo pa tako malo scary, ko smo se pogovarjali, ko si tudi rekel osvetlitev karoserije, ali bo samo še ena pika svetila. Ne? Predstavljamo si nočno vožnjo z vso podporo umetne inteligence, ki bo rabila bistveno manj luči, da bo videla naprej. Ne? Ampak ravno to smo se pogovarjali. Ne? To je par let, ko so začeli pojavljati to avtonomna vožnja, pa razredi avtonomne vožnje. A bojo luči sploh še
potrebne na avtu. Zdaj to, ne? In odgovor je dosti jasen. Ne? Nisi sam na cesti. In na cesti bojo vedno še udeleženci, ki pa bojo od sebe odvisni, kolesarji, pešci, končni fazi živali. Ne? Tudi če jih posvetaš, jih zmede ali pa obstanejo, ne, da lahko odreagiraš. Ja, in tudi verjetno v bližnji prihodnosti ne bo avtonomika takšna, da bi lahko celotno krmiljenje pustili vozilo. Vedno bo potrebna voznikova, vsaj urgentna reagiranje, tam pa boš moral imeti luči. Ker če kaj zatajiti, boš Se pogovarjamo o kompletu brez volana. Danes smo že, jaz sem gledal na YouTube, daš flašo na volan in avto zna pelati. To smo mi probali. To je zanimivo, ne? Ker to je, dosti ljudi se je oglasilo pa je reklo, ne, to ste nekaj narobe naredili, to pri Tesli. Ne, Tesla ima dva različna sistema za Evropo pa Ameriko. Ne? In v Evropi so ful korak nazaj oni naredili, že po prvih Euro NCAP testih. In mislim, da njihov izvorni avtopilot v Ameriki dela bistveno drugače, kot dela v Evropi, pa zdaj mislim, da so dobili dovoljenje od kanadske prometne zveze, da bodo isto lahko kle delali. Ampak glih to s flašom, naprimer, kle v Evropi ne dela. Mi smo probali in se ne pusti. Ampak hočem reči, kar vidiš tisti, kjer lahko, avto pele sam. Problem so situacije, ki jih ne zna razrešiti. To je to, ja. Problem je vsem to, ker oni to preizkušajo na ljudeh, na uporabnikih, v živem prometu. Ne. To je problem. Mislim, to je zame večji problem. Ne to, da to obstaja, ampak to, da je to v fazi preizkušanja in da se taki avti prodajajo. Ja, to pa... Je pa nekaj res, Tesla, tako velikrat se je tudi najbrž ta vidva velikrat rekla, da je bila neka sprememba v avtomobilski industriji. Absolutno. In tudi tle, ravno pri temu avtopilotu je zanimiv, ker v bistvu je vsak uporabnik je njihov član razvojnega tima. Ker s tvojo kamero, ki posnamejo cesto, jo čez noč pretočijo k sebi in potem lahko, tako kot sem prej razlagal, markirajo vse, bom rekel, različne situacije. Ključne elemente. Ja. In s tem imajo oni, recimo, napram, drugim, enormno prednost, ker ostali, imajo za to določena testna vozila, 100 avtomobilov vozi po različnih cestah in imaš ti različnih cest omejeno posnetih. Uporabniki Tesla je pa, koliko jih je, milijon, Več. Je, ampak je problem, da so tudi tisti uporabniki, ki jih ni več, ker so umrli na ta način, so tudi na nek način poskusni zajčki tega projekta. To je ta velik problem, se strinjam. Še eno vprašanje, sem se spomnil, to je pa zdaj že neparkrat mi preletelo, tudi na Amazonu smo že imeli teste, koliko sodobni LED žarometi motijo ostale udeležence v prometu. In prej smo se narahlo že dotaknili te teme, se pravi tega senčenja. Vidva, ki razvijata žaromete, pa ki se vozita po cestah, ko vama pride kakšen tak avto nasprot, a opazite razliko v kvaliteti, vaju zmot? Obstajajo žarometi, ki dejansko motijo nasproti vozeče voznike? Da, ampak jaz bi rekel, da večina tega izhaja, ker še enkrat, žaromet mora biti homologiran, kar pomeni, da moraš imeti tako porazdelitev, da ne bleščiš. In večina tega izhaja iz nepravilne nastavitve. So pa kakšni, res pri LED žarometih, je ta meja dosti tanjša. Zakaj? Zato, ker je optičen sistem dosti manjši. To pomeni bolj občutljiv na vse tolerance, nižji reflektorje in vse to povzroča, da hitrejš lahko narediš napako ali pri nastavitvi, mogoče že v fabriki napačno nastavljen, kakorkoli. Tu potem vpliva lahko čisto vse, od tlak, pneumatika, do tega, da imaš zadaj gor. Zato, ker nekatere pogoji, da obstajajo določeni pogoji, ki avtomobilskim proizvajalcem nalagajo, da mora biti žaromet avtomatsko nastavljiv. To je, če je izvor več kot, mislim, da 2000 lumov, mora biti avtomatsko leveling. To seveda stane in veliko avtomobilskih proizvajalcev zahteva, da smo pod to mejo kot nek izvor, zato da tega ni potrebno. Potem je spet odvisno vse od uporabnika in naložiš avto, naštelaš gumba dol, bleščiš ostalim. So pa različni koncepti, to je bila en zanimiv Amazon test tudi, kako
kako različni koncepti tudi bleščijo uporabnikom, lahko so projektorski ali reflektorski in tu je zmeraj debata, vsak ima svoje prednosti in Bomo link na ta test zdraven papel v zapiske. Ne? in tudi to, da si vedno več, pa bom politično korekten, uporabnikov poskuša zamenjati halogenske žarnice z različnimi nadomestki LED izvorov, ki pa niso homologirani, ki niso ustrezni. In tu definitivno apeliram na vse. To pa blešči in to je nevarno in to ne sme iti čez tehničnega. In obstajajo rešitve, tudi tu ima AMZS in dober test o nadomestni vgradnji LED izvorov. Kar pa je tu za poudariti, tako kot na brisalcih, ko jih kupiš za svoj avto, piše, ti brisalci so za Peugeot 308, za različne znamke. Tako tudi na tovrstnih nadomestnih vgradnjah mora pisati, za katera vozila so in morajo biti za vsako vozilo posebej. Ne moreš kar tako, da v enega, v drugega, v tretjega pač mora pisati, ker mora biti preverjeno. Tako da Absolutno, ja. to je definitivno tema, ki se pojavlja in ko ga vidiš, dobro mi sveti, vse povsod. Močno. Ne samo Močno ni dobro. ne samo tam, ampak vse povsod. Ta je dober statement, vse posod. Je pa tudi, mogoče, mi smo malo s tem okuženi. Ne? Seveda. Ti, ki se usedeš v avto, sploh, ko greš kam na službeno pot, pa dobiš vsakič drugega rentakar avto. Ne? Takoj rečeš, ta pa tole nima dobro, kdo pa je to naredil. Ne? Takoj padeš not v tisti mod, da moraš gledati. Ja. Ej, Jaz pa moram eno stvar vprašati. Jaz kot navdušen realist mal pogrešam dobre stare špic lampe, Heline, Saturnusove. Hela jih še dela, ne? Hela jih še dela, točno to je. Saturnus jih pa ne dela, Aha, ja, točno. Zdaj, mogoče si poglejte, mislim, da je bilo ali na LinkedInu ali nekaj tasga, so objavili tudi zdaj Forvija, ki smo imeli na CES-u predstavitev, ne? Je tam na vozilu prav sta dve špic lampe zdaj, v novi tehniki. No. Se to me zanima, kam gre pa tam tehnika? Mislim, tako, to so dobre stare špic lampe, ampak verjamem, da je odzadaj neka nova tehnika. Ja, v bistvu tam je predstavljen tak velik okrog, ta prava špic lampa, z dekoracijo, kot je bilo tisti pokrov za čez. Noter so pa čist 4 majhni izvori, pa približno tako enak svetijo. Ne. Zato se je hotel pač pokazati, da se da zatemniti in da v bistvu nimaš več pokrova, ampak narediš kot z neko masko elektronsko, lahko narediš ali tisti hela napis ali pa zgine, ne, in noter so pa pač 4 majhni dolgi prameni, mi rečemo. Ne. Zato, ker hočemo pokazati, ne, tako kot si prej Marko rekel, da se da to narediti res v zelo majhni. Vsi nas pa poznajo po hela špic lampah na audio. Seveda, Saturnus. Amen. A bi vi tudi eno serijo špic lamp naredili tako za notranjo postavitev, svetlitev prostoru? Po mojem bi bil tu kar prodajni hit, ne? Jaz absolutno to vidim, Jaz bi dal to dnevno, no, mislim. Jaz vidim tle eno dobro špic lampo Helino, vsakič, ko odpreš vrata, tako 2-krat poblinka. To bi bilo vrhunsko. In potem oslepljen greš čez prostor. To sploh ni problem. Razmislite. No. Omejena serija. Omejena serija špic lampe za dnevno sobo ali pa kuhanco. Atmosfer, damo našo prodajno spletno platformo za... Ampak zanimivo, kaj vse Hela delala. Včasih so delali luči tudi za letališča, pa za notranjo osvetlitev, pa cestne svetilke. Ja, tako da to ni več tako daleč od špic lampe, kaj si rekel. Notranja osvetlitev je bila, mislim, da je en cajt. Tako je padla huda ideja. Atmosferska linija. Pa še eno imam, ne? Pogrešam pa nekaj, ne? Tudi oblikovno traktorji postajajo vedno bolj atraktivni. Ne? Pa tam je osvetlitev na vse strani pa res pomembna. A tam bi lahko dali, naprimer, v špegle kakšno tako zanimivo projekcijo, da če bi kupil vinogradniškega fenda, da bi vrat odprl, bi se ti poliček zrisal na tleh. Light carpet. Da se, ne? Zdaj, to ima pri nas čisto ena druga divizija, ne? Ampak veliko delajo in zelo blizu. Mislim, da je v Avstriji razvojni centri. Je razvojni center, celo mi smo neki, pa glih s tem smo se prej pogovarjali o termalnih simulacijah, smo jih pred parimi leti podpirali.
z eno tako luč za špic lampo, ki bi rekel, nekaj delovno svetilko. Ne. Ja. Ampak, kar smo prišli do enega tazga zaključka, mislim, kot ste na začetku rekli, da ste malo omejeni pred nekih marketinških aktivnostih, pa pred tem, kaj lahko komunicirate, pa kaj ne, smo kar dali dobro idejo, da lahko se na ta način malo porinete naprej. Ja. To pa je oddelek aftermarketa, ki pa je. Evo, Ja, tako. apel. Pa še eno imam, ne? Še eno. Jaz dostakrat dobim vprašanje, kako postaneš avtomobilski novinar. Ne? Sam, v bistvu delo avtomobilskega novinarja vse je zanimivo. Ampak jaz, če bi bil še enkrat mlad, jaz bi pa razvijal take luči, ko vidva razvijeta. Kdo zdaj v Heli takoj dobi službo od tam mladih? Kaj moraš znati? Priden moraš biti, veseliti te mora, pa sem definitivno najde, pa fizik, elektronik, konstrukter. Jaz vsakega vprašam, aj kaj z rokam naredil. Kaj je naredil z rokam? Ker se mi zdi, da to, da imaš voljo, da nekaj probaš, saj pri nas, ne, mi velika delamo razne male modelčke, da kakšen koncept sprobaš. Ne. In meni osebno dosti pomemben, da ima človek voljo, da tudi kaj sam naredi z rokam, pa da razume tisto, kar se je učil na fakulteti. Ni važno na kateri. Ampak tisto mogoče, meni se je zdelo, ko sem končal fakulteto, da je pač to kar neki, ne, ful smo se učili, ne, ampak pol šele, ko pa začneš uporabljati to znanje nekje na delovno mesto, ne, Marko, pol šele vidiš, kaj ti je vse fakulteta dala. Vmes ga malo pozabiš, potem pa prideš, pa se spomniš tega. Treba je razumeti, kar si se naučil, ne, pa mogoče kdaj tudi kakšen zelo praktičen pristop, tazga tako jo vzamem. Ja, predvsem pri Andreju je zadeve, ki se izrišajo, zmodelirajo in potem tudi sestavijo, izdelajo, sprototipajo. To se pravi, če sem včasih sestavljal une modelčke iz kaj je že bila ta firma, se ni važno. Revel. Ja, bravo. Spitfire pa Messerschmitta, če sem to lepo skupaj zložil, pa še Ne, Jure, nima še službe. Mislim, prid pa te bomo preizkusili. Imam pa šanse. Imaš pa šanse, seveda. Bravo. The best. A smo tam? Ja, povej, da smo tam. Dajmo, zadnje atmosfersko vprašanje. Kjer je bil vajen prvi avto? Skupen. A se spomniš, ti si že tam pri 50-ih, lahko jaz povem, jaz še za me je to bliže. V bistvu je bil moj prvi od žene avto, so ga imela, je bil Volvo 340. Lepa. Ta kratek. Ne, to dolg. Ta dolg. Aha, ok, zanimivo. Ja, moj pa je bil prvi avto, katerega sem bil lastnik in uporabnik, hkrati je Opel Vectra B karavan. Ja. Lep placa je imelo, ja. Pa je šla od Korziga do Amsterdama. Že po prvih avtomobilih se vidi, da sta inženirja. Ne? Ja, Tor pa Opel. Ja. Opel. Pa Strela. Tor pa Strela. Ja, super. Jaz vedno rad pol na koncu vprašam, tako kot doskrat, a se lahko atmosferci kdaj povabimo k vam, pa obljubimo, da bomo telefone pustili na recepciji, ker mene vse to zanima, kar sta videla zdaj povedala. Absolutno. Evo, Mal Jure. prej se morate napovedati. Sta pa naša soseda, smo zdaj ugotovili, tako da vedno dobrodošla. Jure, si za? Ampak sem eno še čisto kratko vprašanje. Ajde, dej. Ko smo glih sosedi, ne? Ko ste tukaj res blizu na letališki, ampak je pa dober feeling, kaj je kakšen od ta velikih firm pri vas, ali BMW, Mercedes, Volvo, Renault. Danes Ford. Danes je bil Ford, evo. Ja, mislim, tako, kot je bilo danes, je bilo lušten. Ne? Večinoma, kadar pride kakšen zelo velik ali pa pomemben človek iz firme, je ali si nagrajen z novim projektom, večkrat je pa kakšen problem, kakšen izziv, ki ga je treba rešiti. To je sladko-kislo veselje. Ampak, ker si nagrajen z novim projektom, tako ko smo bili danes atmosferci nagrajeni s temle tehničnim spomenikom, je pa dober feeling, ko tako obstanejo malo brez besed. A se zgodi to, da ta veliki ostanejo kdaj brez besed, pa reče pol, mater, tole ste pa naredili. Ali je ponos pred... Jaz mislim, da zakamuflirajo. Rekel, politično so korektni. Ja. Tudi če so, bom rekel drugače to vidiš, ne? Potem, da te nominirajo, ker so na čem navdušeni, zato ker veš, da nekdo jim ne more dati rešitve. Ne? Oni iščejo rešitve za svoje ideje, za svoje probleme, ali pa celo na nekaj, kar so interno raziskali. Bom rekel povohali, ne do konca raziskali, ne? Ker od ideje do izdelka je še zelo velik. Ne? In potem vidijo, da je nekdo že nekaj podobnega naredil in te, bom rekel, z veseljem sprejmejo ali pa nagradijo s projektom.
Ali pa še huje, ko se je že tudi zgodilo, da prehitro nominirajo kakšnega, pa ne bo rekel slabšalno, kakšnega garažnega dobavitelja, ki morda vmes ali propade ali ne uspe dobavljati in potem pride do tebe, hela, lahko. In tu se potem spletajo zelo dobri odnosi in skupci včasih z našimi tako zelo lepo komunicira. Tako tisti, ki razumejo, zakaj se gre, komunikacija lahko blazno spoštljiva, tehnično. Ja. Super. Gospodje, hvala lepa. Hvala vam. Svet ste in še, mi smo na to res ponosni in jaz sem najbolj vesel, kadar lahko gostim slovenski inženirje klele, jaz mislim, Bled imamo samo en, znanja imamo pa veliko. Hvala, se strinjam. Amen. Hvala za obisk, pa hvala za pogovor. Hvala. Wow. Yes. Jaz sem ful zadovoljen. Čakaj, da ugasnem dolge. Sem mislil, da danes ne več